Dober dan. Dober dan. Danes bomo govorili o slikah. Ja. Grega je strokovnjak za slike, tako da bo malo povedal, koliko se kaj spozna na to, oziroma bo pokazal svoje znanje. No, glih znanje ne, ampak pač kako lahko narediš pač lepšo sliko oziroma dobro sliko, tudi če nimaš profesionalnega fotoaparata oziroma tiste osnove, ki bi jih mogel vsak vedeti. Pač fajn je, da jih veš zaradi tega, da imaš lepšo sliko. Ne? Čeprav tudi, če nisi, kolikor se rekel, če nisi profi. Tudi jaz, ki imam sam tega mobitel, lahko v redu sliko naredim. Seveda. Če Če poznaš par osnov, po katerih se vedeš, lahko narediš tudi v bistvu veliko lepšo sliko. Če pa hočeš sejeti nekega profesionalca, moraš imeti to pač profesionalen fotoaparat, pa glavno dobre objektive. Aha, no, ok, pa bo tale oddaja bolj posplošeno v fotografiji. Tako, pač bolj tudi za tiste, ki imajo samo telefon oziroma pač nimajo nekega hudega fotoaparata, tako da lahko tudi... No, to pa važno, to nas je pa večina. Mislim, Tako. Ok, ne, pa. Kar lahko začnemo, a ne? Bomo začeli malo v primeru. Ok, prva stvar, ki sem jo jaz opazil, so pač, ki se mi zdi glavnega pomena, je se pravi, da sliko zmeri se razdeli na tretjine. To je pač pravilo, ki je v fotografiji že od začetka, kar pomeni, da nekje probaš, da ne greš objekta, da ne daš na sredino, ampak ga postaviš nekje na bolj na lev kot oziroma bolj na desen. Se pravi, če bi na 3 dele sliko razdelil, tisto, kar je ta glaven, naj bo nekje ali v začetku tretjine ali pa v koncu. Čeprav to je meni tudi lepa slika, čeprav je na sredini. Je lepa slika, ampak veliko lepš pride, če narediš ti, veliko bolj do izraza pride, recimo. Ale zdaj, a ne? To je pa pol, ker imaš neko težo slika, a ne? Se pravi, tle na levem koncu je pač ta kip svobode in pol na desen imava pa mesto, pa v bistvu več vidiš, lepši je pogled na to sliko. No? Tudi za človeka je lažje. Ne? Aha, to ima kaj fore, ta zlati res pa to? Tudi to. Mislim pač, zlati res pa te tretjine so nekje približno ista zadeva, pač lahko gremo v detajle, pač zlati res je taka krivulja, ki se bo zrisala, tretjine so pa približno na isti način. Tako da. Ok. To je to. Ja. Druga zadeva, kot napako ponavadi, ki jo jaz vidim, je, ki se slikajo recimo kakšne skupine ali pa kakšne take zadeve, zmer nikoli ljudje ful enega placa okrog pustijo, ne? In to je napaka. Pač najboljše je, da ti probaš objektu prideti čim bližji. Se pravi, da se približaš tisti stvari, ki je v bistvu ključna za to sliko. Recimo na tej sliki ful enega ozadja, ti, ki si pomemben. Ampak lep objekt. Ja. Jaz, ki sem pomemben. Ja, pač objekt je lep, ampak pač direkt na svetlobi, direkt na te svetloba pada, tako da to je tudi v redu. Ja. Ampak preveč je tega lufta okoli, preveč hiše, preveč... Aha. Ti ne prideš toliko do izraza, ki bi lahko prišel. Vse je v redu slika, ampak lahko bi bila še boljša. Če grejo na naslednjo pogledati, evo, tukaj imamo pa... Je pa bolj Je pa veliko boljše, ne? Ja. Mislim, bližji si, ta glavna zadeva je, če bi hotela midva videti ozadje, špas teater, bi se postavil pač tke, postaviš objekt. Bi se malo nazaj postavil. Tako, ja, sam je bila lih predstava, pa se nisem mogla tam štolirati. Tako da, pač... Se pravi, objekt mora biti nekako od 5 do glave, no? Tako, probaš, da ga režeš. Tako, razen če imaš ti nekaj pomembenega ozadja. Če ti imaš v ozadju, ne vem, neke gore, ko v ozadju slikaš ali pa nekaj, ko hočeš pokazati, lej, tle sem bil, a ne? Pol daš ti, zaradi tega, ker je pomemben tiste gore, oziroma tista stena, oziroma tista zadeva, ki je v ozadju. Če pa to ni pomembno, v bistvu, če ti hočeš pač, koliko smo se imeli mi fajn tle, pač probi bližji jet, zmer stop bližji raj, koliko da imaš ful enega lufta okrog. Ok. To je kot drugi. Kot tretji primer, tle imamo še eno slikco, ki si jo pa ti naredil. Nisem jaz naredil, ker jaz stojim pred no pač nekdo jo je naredil. Ampak isti problem, ne? Pač tega lufta čist preveč,
tle tale, ki ima ta steno čist prevelika, vse glih, če bi se na kamero samo mačken dol postavil, pa slikal pač samo to. Ne? Okay, gremo naprej. Naslednja zadeva, ki sem jaz mislil o njej govoriti, je se pravi digitalen zoom. Zelo veliko ljudi pač zoomera slike. To je največja bedarija. Če nimaš optičnega zooma, se pravi večino telefonov tega nima. Če nimaš optičnega zooma, ne zoomeri. Če že hočeš nekaj približati ali pa če hočeš karkoli poudariti, da je bližji, zrež pol sliko, ker prideš čisto do identičnega, sam rezultata, sam pač ti imaš kontrolo nad fotografijo. Lahko ti zrežeš v zlati res, lahko jo zrežeš v tretjine, lahko narediš, kar hočeš ti sliko. Če pa ti digitalno, pa ti zadeva nekaj, ki gre hitro mem, uide, nisi pa nič naredil, pa tudi nič ni bolj kvalitetna slika, kot če jo pol narediš. Če imaš pa optičen zoom, pa valjda logično. Ne? Se pravi, ta primer, čakaj, moram jaz še malo zazumirati. Ja, ne vidiš, da računalnik ima kar dosti delač, ki to dela. No, niti ne, jaz šloh vidim. To je tudi optika, uči. No. In očala so tudi. No, vidiš. Lahko tudi v tem, kakšno da. Mogoče. Ja. Tukaj vidiš razliko, recimo. Optičen zoom, pač lepa slika, digitalen zoom, pikslasta, čist pikslasta slika in pač večino telefonov imajo vsi pač digitalen zoom, tako da tisti je brez veze, da uporabljaš. To je res bedarija. Ok, naslednja zadeva. Tukaj imamo pa pol, ki je tudi pomembna, je pa recimo simetrija. Ne? To je primer, je v redu simetrija, ampak ni v nulo, ki bi lahko bilo boljša. Ti si mal, ko pogledaš sliko, mal te moti, sam ne veš zakaj. Ne veš zakaj točno. No. In to je zaradi tega, ker je tle pač preveč, mačkan je preveč na desno stran postavljen, pač sam en korak bi bolj še kaj stopil, pa bi bila perfekt slika, tako kot je naslednja. Ja, se pa. Tukaj je pa zdaj, recimo, ko imaš levo, desno, isto, dva stolpa gor dol in pride veliko lepš za oči, bolj ti paše, ker ta simetrija, sama simetrija je pač, mi smo navajeni, da je vse lepo danes, in pač če narediš, res ni problem take simetrije narediti danes, ker narediš sliko. In zakaj ne bi stopil en korak, oziroma da si točno na sredini in probaš loviti te linije, da grejo lepo točno, naravnost, levo, desno. Se pravi, če ti gre slabo v življenju, moraš en korak na stran stopiti, pa bo mogoče boljš. Dobro, to bi bila lahko izjava dneva, v bistvu izjava te oddaje. Ampak pač, če ti gre slabo, probi stopiti na levo, oziroma na desno. Probi malo zamenjati, ne? Tako. Kar vidiva tudi na tej sliki, recimo linije grejo fajn v eno točko, se iztekajo noter, se pravi gre v sredino noter, sej mogoče kakšna ceste ali pa tračnice ali pa kakšne take zadeve, ki slikaš. Fajn je, da se zmer linije stekajo v neko točko, oziroma da se v kote steka ali pa nekam, da ni kar nekam na sredini, da je ena črta, ker ne pride lepo do izraza. Ok, naslednjo sliko imava pa, to so pa ti sliko, ki pač linije so čist. Nisem jaz, ampak čudovito mesto, ampak linije iz čudnega položaja je slikan. Če bilo treba veliko hoditi in da zastopam tega, ki je to sliko. Ja, pač je bil zmatran in je pač sam hotel pokazati, kako je dol. Ja, pač, kar bi bilo, sam malo bi mogel poravnati, da so recimo saj naravnost linije, pa bi bila že takoj, pa da ne bi recimo, gledaš, da tista levo spodi cerko, kaj je to, ne bi jo toliko pol manjkal. Tam bi mogel pač, ker čist moti tista cerko, veš, če bi levo stopil, da greš ti takole narediš sliko, recimo, je veliko boljš, pa sam še zavrteti bi jo mogel, No. Tako da, pač, lej. Ja, ne, jaz se razumem. Tako. Ok, naslednja zadeva, ki jo imava, je pa, se pravi, imava pa vzorce, oziroma probamo v življenju, tako kot sem že prej rekel, veliko vzorcev, veliko imamo teh ponavljajočih zadev in probaš to najdeti in narediš pač neko sliko, dosti blizu stopaš, oziroma narediš tako sliko, da zgleda, kakor da si
te vzorci ponavljajo v neskončnost. Ne? In pol v bistvu zgleda to ful lepše. Tako kot ta miza. Neskončna miza, ki je neskončna. Ampak realno ni. Ne? Ja. Tako nekako. Ja. No, okay. Pač, če že iščeš neki pol, probi narediti, da je v smislu, da ne vidiš konca. Ne? Ker pri teh vzorcih to zmer veliko boljše izpade. No, bom upošteval ta nasvet. Ja. Okay. Ok, pa imamo pa še zadnjo zadevo. So pa, ker sem pa rekel, pač tega ne moramo jeti, to so pa filtri, ki jih danes vsi uporabljajo na fotoaparatih, kar se mi zdi pač bedarija meni, ampak ne bom vas obsojal, nobenega obsojal. Ja, filtri lahko ti zelo z lahkoto prekriješ vse napake, ki jih ima sam fotoaparat, oziroma če ni v redu slikca, daš nek filter čez in je to. Pač jaz nisem fan tega, ni mi to glih všeč, ker kot primer barve so totalno ven iz konteksta, mislim, tako, kot bi mogle biti. Prežgan obraz, dobro, to je itak, pol črna ni črna, ampak je, ne vem, vijolična, ker to je dejansko direkt iz Snapchata slika, pa filter gora. Strop vidiš, da je čist rdeč, ka veš, da je rumen, vidva ga, da je rumen, pa zgleda, da je rdeč na Snapchatu. Je boljš, da imaš ti pač lepo slikco takalo, kaj je. Mislim, če ne drugega, če se že greš obdelavo slike, potegam si en program, če ti je všeč, da obdeluješ slike, si potegam en profesionalen program oziroma neki, ki ni sam filtre, ki so že prej narejeni. Kaj pa če na hitro, kaj te filtri, mislim, da so zaradi tega narejeni, da čim hitrej obdelaš sliko. Obstaja kakšen program, ki na hit narediš lahko. Nek Photoshop, ki moraš malo znanja. Imaš teh, mislim, kakšni filtri so v redu, ampak pač, če hočeš ti neko lepo, mislim, vsi filtri so za to, kot si rekel, ampak pač ne moreš pričakovati, da bo to perfekt slika z enimi prej narejenimi filtri. Mislim, kdaj mogoče res lahko ful paše, ker je lahko narejen, ampak meni je lažje, da ti narediš kontrolo na celo sliko in narediš pač tak filter, sam sebi narediš filter, tazga, ki ti paše. Pač, ne bom rekel, da je narobe, da to delajo, pač se za to so, ampak jaz jih ne razumem. Mi niso glih všeč. Ja, dobro, upam, da ste se kaj naučili. Ja. Zdaj sem pa v bistvu, ker sva se pogovarjala, par dnevi, kaj bova delala, sem res rekel, da bomo pa še par stvari slikal, pa bo pač Grega zdaj povedal, a je to napačno, a je to prav. Pač slikal sem tak vsakodnevni objekt, ki ga dostikrat slikam. Skratka takole, a je to v redu slika? Kaj si pa ti za sliko? No, pač objekt. Ja, v tretjinah je, da to je v redu. Osvetljen je ta glaven objekt, tako da to je tudi v redu. Mogoče pa malo Filip, tlej una miza, oziroma tlej na levi strani vidiš, je čist preveč črnega. Mogoče bi mogel stopati mačken bližji, da bi objekt... No, kar sem tudi naredil. Potem sem šel malo bližji. Zato, da se ne bi jaz skregel čez tebe. Tako, sem predvideval, kaj boš rekel. Tako da je poj tole verjetno malo boljš. Ja, boljš je, ampak še zmer se vidi pač zadeve, ki niso pa mi... Mislim, če se ti greš neki stalker fotografa, je to pa čisto redo. Lahko zrežeš sliko, pa samo tiste glaven del daš ven, pač take slike ne, zaradi tega, ker se vidi, da si stalker, ne? No. Potem, čakaj, sem še druge slike. Potem ta še malo bolj približena, ta je verjetno lepša. Tukaj imaš zdaj, tako kot sem ti rekel, pač, da imaš tukaj si stopiš bližje, kar sva prej govorila, zmer boljš, da stopiš, da ne uporabljaš digitalnega zooma, raj stopiš en korak naprej, ampak pač preveč je temna, recimo tle na levi strani imaš čist preveč noči, mislim. Lepo, da si to omenil, ker sem tudi potem probal izenačiti s to zunanjo pa notranjo svetlobo. Ti si izflešen sliko. Kle se je na vid dobro, kle se je sicer malo bolj švit, na sred sem izflešen sliko. In punca ni opazila, ali kaj? Pač punca je opazila.
In In kva si pa. ja, Zdaj pa sem greš pač pa. za konec sem še eno sliko naredil, zdaj tukaj, kaj bi mogel, nastaviti, kaj. Ja, najbolj te zanima, zakaj je tako zmazana slika. A ne? No, približno vem, zakaj je zmažena slika, ampak... Zakaj? Zato, ker nisem uporabil nekega, nisem neki Hiter je laufala. Je, a ne? tako, vse imaš neko opcijo, na te hitre objekte, da jih vseeno Ja, pač to imaš znakec, imaš kaj laufa in to bi za enega... Bi mogel to, ne? Ja, na to daš. Ali pa moraš naprej misliti stvari. Tako. Skratka, no, pa sem pa za konc še eno takole okolico Pa so to slikal. pršili. Pač okolico sem slikal in pa sem... A pa si Pač samo pa- eno sliko naredil, si jih več? Ne, pa sem že mogel iti hitro. Ne. Tako da. Ja, v glavnem malo se še moram naučiti, ne? Ja, mačka, recimo, čez šipo se ne slikaj s flešom, še posebej, če slikaš nekoga, ki nočeš, da vidiš, da te opaz. Ja. Razen, če si ti to hotel, da te je opazila. Sam ne vem, zakaj je polaufala ven. Ne vem, zdaj imam prepoved Približevanje. približevanja, tako da ne vem, kdaj bom lahko vprašal. Ja, no, to je bilo to. To je to. To je to za danes. Zato dajo, ja. Slike si dobre naredil. Ja, tako da, tudi ti, a. tisti, si primere dobre najdel. Ja, Uh, bomo videli, če bojo lih a verjeli. je bilo vam všeč? Najbrž je bilo, ne? Upajmo. Ok, To je to. bilo to. Dobro. Ok, Sej lep bilo. dan. Lep petek. Tako, čau.